Smo že pri 14. oddaji sezone. Kdo bi si mislil, da bo leto tako hitro minilo, da bo do konca sezone samo še ena oddaja, ampak se je zgodilo točno to. Zato boste v današnji oddaji videli, kako se lahko bolje vidimo. Podarili bomo eno fajn knjigo in v Romuniji smo se ogledali Fordovo tovarno. Za volan naše selike smo spustili enega, ki ima avte rad prav tako kot mi. Rad vozim avtomobile že od majhnega. Spoznali smo nove rešitve polnjenja električnih avtov, na začetku pa Anže spet nekaj filozofira o kabinah avtov. Kaj je za vas bolj pomembno? Da je avto lep zunaj ali znotraj? Jaz vedno pravim, da se z avti vozimo in smo zato večino časa tukaj le noter in je v bistvu notranjost bolj pomembna od zunanjosti. Mislim, kaj, ga bom parkiral pred blok ali pa pred hišo, pa vzel stol in ga šel ven občudovati. Mislim, lahko tudi, ampak večino časa se bom z njim vozil, zato se mi zdi prijetna notranjost veliko bolj pomembna. Mazde že dolgo slovijo kot avti, ki so zelo dobro izdelani znotraj, imajo prijetne materiale, obenem tudi dobro izgledajo. Sploh šestica je bila vedno v vrhu svojega razreda na tem področju, nova pa se mi zdi, da je naredila še en velik korak naprej. Tako lepe notranjosti v tem cenovnem rangu že dolgo časa nisem videl, tudi barvna kombinacija je krasna in v bistvu vsak, ki tole vidi, reče wow. In res je v bistvu, wow, materiali so prijetni na pogled in na otip, odlagalnih mest je veliko, evo tukaj spodaj imam v bistvu eno ogromno, pa potem še en tak predal med sedežama in zelo učinkovita pa priročna stvar je tudi tole odlagalno mesto za polnjenje telefona. V bistvu tukaj spodaj so hladilne reže, skozi katere piha hladen zrak in se potem telefon med polnjenjem sploh nič ne pregreva. Niti ene same napake ne najdem, v bistvu tudi škripa ne nobena stvar. Res zakon. Seveda, tudi tamle zadaj je prostora res veliko. Jasno, če pa avto dolg 4,92 m, najdaljša šestica je to do zdaj. Je pa prtljažnik bolj majhen, pravzaprav bolj nizek. Fino je sicer, da se odpira steklo, tudi zato, da je potem natovarjanje lažje. Je pa tukaj le pod rolojem v bistvu samo 336 litrov. Ampak je po drugi strani še en prostor, tukaj le spredaj 72 litrov ima za vse kable in ostalo šaro, da ne rabi potem imati prostora tamle zadaj. Evo, pa smo spet na boljšem. Zdaj pa nekaj, kar bo lastnike drugih Mazd mogoče vrglo s kavča, tiste nove voznike, ki do zdaj še niste vozili Mazde, pa ravno privabilo. Tukaj v bistvu ni zdaj nobenega stikala več, vse skupaj se upravlja preko tega velikega zaslona, kar meni mogoče ni najbolj všeč, so pa poskrbeli za vse mogoče bližnjice, da se potem hitro navadiš in je vse skupaj dovolj enostavno. Malenko se bodo morali potruditi edino še pri prevodih, ker so nekateri precej hecni, sicer je pa vse skupaj jasno in enostavno. Tukaj spodaj imate stalne bližnjice za stvari, ki jih boste zelo pogosto uporabljali, naprimer za prezračevanje, ogrevanje obeh stekel, radio, ogrevanje sedeža in tako naprej. Lahko bi naredili ikone še malenkost večje, da bi bilo potem vse skupaj bolj enostavno, ampak je vseeno precej prijetno. No, to vrstico tukaj si pa dejansko lahko prilagodite po svojih željah za tiste najbolj pogoste funkcije, ki jih radi uporabljate. V bistvu samo takole podrsate v desno stran, pa se odpre en podmeni. Jaz recimo imam nastavljeno gretje volana kot bližnjico, pa nastavljene vzvratnih ogledal in tako naprej. Ja, tako zdaj stvari delujejo v modernih avtih. Na teh dveh ročicah sta samo še menjalnik, če temu v bistvu sploh lahko rečem, no na levi pa v bistvu smerniki, prižig luči dolgih kratkih in pa enkratno brisanje stekla. Ima pa k sreči saj nekaj gumbov še tukaj le na volanu in tema dvema lahko nastavite posebne bližnjice spet za stvari, ki so vam najbolj pomembne. Ok, za šestico je res velika sprememba to, da je zdaj na voljo samo še v električni različici, pa v bistvu je tudi na voljo samo še kot limuzina. To povem zato, ker so me že spraševali, če pride tudi karavan, o katerem pa zaenkrat ni čisto nobenih informacij, pa vem, da bi bil v Evropi zelo priljubljen. Vožnja je v prvi vrsti zelo udobna, čeprav ima pogon na zadnji kolesi, moči ni malo, ta z večjo baterijo, ki ima 80 kWh bruto kapacitete, stisne 180 kW moči oziroma 245 konjev, zato v bistvu zelo lepo pospešuje, takole z mesta do 100 potrebuje recimo 7,8 sekunde, pa tudi potem pri vožnji po avtocesti
avtocesti je super in največja hitrost je 175 na uro. Čeprav avto tehta malenkost več kot 2 toni, sploh ne deluje težaško ali pa okorno, moram pa poudariti, da je točno ta različica namenjena tistim, ki boste večinoma avto polnili doma, ker potem ne bo ovira, da na hitrih polnilnicah polni z največ 90 kW moči. Kdor potrebuje hitrejše polnjenje, naj raje izbere različico z manjšo baterijo, ker tista se polni hitreje, 165 kW, ko boste šli recimo kam daleč. Mazda je šestico E zapeljala v novo dobo in to kažejo tudi v bistvu z novim ključem, ki je čisto drugačen, lahko ga imate v bistvu tudi na telefonu, pa dajete dostop drugim uporabnikom. Skratka, avtomobil je zelo zanimiv in ima kup posrečenih pa manj posrečenih lastnosti, no te pa pokažemo v testu. Katere pa so te manj posrečene lastnosti? To boš videl v testu. Pa da vsaj eno povej, no. Dobro, recimo, da bodo sistem morali še malo dodelati, da bo vse delovalo tako, kot je treba, pa polnjenje, da bo na hitrih polnilnicah se avto hitreje polnil. Stari 2 si povedal. To smo ti malo pretentovali. Ja, to je bilo namenoma tako. Bo pa zdaj Anže pokazal še, kako bomo polnili take avte, kot je lepa Mazda 6e. Z Matejem sta se ravno vrnila z Norveške, ki je država z največjim odstotkom novih električnih avtomobilov. No, baje ima še večji odstotek Etiopija, ampak tam je kumulativno gledano najbrž 7 električnih avtov, pa 4 navadni. V praksi je na Norveškem električnih avtov toliko, da je ponekod, recimo v Oslu, že treba skoraj iskati klasične avtomobile. Seveda so električni lahko zakon, mi imamo zdaj že 5. leto naš ID.4, lahko pa tudi niso, ker je zelo veliko odvisno od tega, kje in kako jih boste polnili. Ampak polnjenje sploh ne sme biti nekaj, o čemer boste premišljevali vsakič, ko se boste nekam odpeljali. In na Norveškem ni. Pri nas? Pri nas pa je. Problem je, da se nam v bistvu velikokrat zgodi, da pridemo do polnilnice in ta potem ne deluje. Pa ker smo vajeni od klasičnih avtomobilov, da lahko v bistvu povsem izpraznimo posodo za gorivo, ker imamo, ne vem, na vsakih 10 km potem bencinsko črpalko in jo lahko tudi nazaj napolnimo, pri električnih avtih to ni toliko enostavno in zato najprej potrebujemo zanesljivo infrastrukturo. Naprimer, Kranj, odkudar sem sam, je tukaj povsem ostal zadaj, saj smo praktično brez hitrih polnilnic, ki bi jih lahko uporabljal v bistvu vsak dan. Celo Petrol, ki ima v Sloveniji največ hitrih polnilnic, ima meni najbližjo šele na avtocesti. Anže, pa se so še drugi ponudniki. Ja, gremo na elektriko, je recimo eden večjih in tam v Kranju eno celo hitro polnilnico. Hitro z enosmernim tokom, to imam v mislih. Oziroma 2. 1-2. Skupna moč polnjenja 120 kW, če prideta 2 avta naenkrat in oba polnita, samo še 60. Prekinitve so včasih še veliko bolj tečne, ker ti nekje noter na kavi čakaš, da se bo avto napolnil, vmes je pa vse skupaj že prekinilo in se sploh ne polni več. Zakaj se pa to zgodi? V veliko večino primerov se ponavadi to povezan ali z internetno povezavo, ki jo polnilnica pač mogoče izgubi v določenem momentu, seveda tudi z delovanjem aplikacije, z delovanjem zalednih sistemov in če vse pravilno ne deluje v svoji sinergiji, ki je bila mišljena v začetku, se lahko zgodi, da pač polnilna postaja včasih izgubi povezavo do vozila, tako rekel, no. Saj vem, uporabniki se na vse navadimo, zato že slišim kakšnega lastnika električnega avta, ki pravi, jaz s polnjenjem nimam nobenih težav, imam dovolj kartic, aplikacij in tako naprej in vedno lahko polnim nemoteno. Ja, ampak se je rabu navaditi, vsi se pa nočijo. Jaz recimo se že nočem in zato sem našel primer dobre prakse na dvorišču podjetja Engen. Njihove polnilnice ne potrebujejo v bistvu nobene aplikacije, nobene kartice, sistem je v bistvu zelo enostaven. In če se zdaj sprašujete, zakaj pa ne bi imel kar POS terminal, pa lepo plačal svojo kreditno oziroma debetno kartico, lahko, seveda, tudi to je ena rešitev, ampak v tem primeru vam ali pa ponudniku polnjenja banka odškrtne nekaj malega. A bomo sploh kdaj lahko polnili brez aplikacij? Ja, sigurno smo pa Enginu s tem Just Chargem olajšali v tem smislu največ. To pomeni, prideš iz kjerekoli države, s kjerimkoli avtomobilom, skeniraš QR kodo in polniš preko Stripa. V bistvu ne rabiš ne aplikacije, ne kartice, ničesar nič in je v bistvu postopek zelo, zelo enostaven. Takšnih polnilnic bo vsak čas precej veliko, tudi Petrol bo kmalu začel uporabljati Engenov sistem Just Charge.
No, kako zadeva deluje? Prideš, priklopiš kabel v avtomobil, poskeniraš tole kodo in potem imaš v bistvu dve možnosti. Lahko nadaljuješ kot gost, to je v bistvu funkcionalno takrat, kada si v kakšnem hotelu nekaj dni, pa potem kakšen teden ta zadeva deluje. Lahko pa se registriraš, to narediš v bistvu samo enkrat in od tistega momenta naprej si potem registriran uporabnik. To pomeni, da prideš, priključiš avto, poskeniraš kodo, samo enkrat potrdiš, vse skupaj deluje. Na dolgi rok je seveda ideja ta, da se bomo tudi znebili tega skeniranja QR kode, se pravi, boš samo prišel, priključil avto, se bosta polnilnica in avto sporazumela, pa bo zadeva takoj začela delovati in polniti. Te njihovi avti na njihovem dvorišču v bistvu že delujejo na tak način. Naj bo pa jasno, polnjenje doma je občutno cenejše kot na javnih polnilnicah, še posebej pri tistih z DC polnjenjem. Zdaj, da bi lahko omejili neko ceno, je pa potrebno pač te polnilnice preklopiti na EMS, se pravi na Energy Management System, da v bistvu prilagaja glede na tisto ceno, ki je v omrežju, na razpoložljivost energije v omrežju in s tem lahko tudi samo ceno posledično spustimo precej nižji, kot je trenutno recimo na DC polnilnicah. Obstajajo take polnilnice, tudi Engen trenutno razvija s Petrolom tako polnilnico, ki omogoča komunikacijo baterija-polnilnica in v bistvu preko EMS-ja, se pravi Energy Management Systema, bo v bistvu polnilnice prilagajala glede na razpoložljivost v omrežju in pa razpoložljivost glede na ceno, kdo je na polnilnici, kako je in pa obenem tudi, kako smo rekli, že v bistvu pripomogla k cenejši ceni. Takšne ogromne baterije z nekaj tisoč kilovatnimi urami shranjene energije so v bistvu lahko odlična rešitev za vse tiste lokacije, kjer je na enem mestu zbranih več polnilnic. Če transformatorska postaja ni dovolj zmogljiva in ne zagotavlja vedno dovolj velike moči, sploh takrat, kadar naenkrat polni veliko vozil, lahko pomaga v bistvu takšna baterija, da potem vsi avtomobili polnijo brez težav, tako kot je treba. No, druga prednost tako velike baterije se pokaže takrat, ko je cena energije v omrežju precej visoka in lahko v bistvu za polnjenje izkoriščamo kar energijo v bateriji. Oziroma ravno obratno, kadar je cena v omrežju zelo ugodna ali pa celo negativna, jo lahko poberemo, pa s tisto energijo napolnimo baterijo, posledično je pa lahko polnjenje za uporabnike potem cenejše. No, kdaj pa bo to? Zdaj bom rekel, da upam, da v naslednjem letu v drugi polovici, če nam bo uspelo spraviti sistem do te točke, da bo vse delal sam, se pravi, da bojo preko SG Braina praktično tudi ta sistem deloval v ozadju in bo obenem optimiziral vse polnilne postaje oziroma polnilne mesta, ki jih upravlja Engen, da bojo dejansko lahko se prilagajali glede na ceno na borzi. Razmišljam pa še naprej. A ne bi bilo fajn, da bi lahko svoj avto polnil, naprimer nekje v Kopru, in bi se mi ta količina kilovatnih ur odštela od moje domače elektrike, ki jo mogoče naredim kar sončno elektrarno. Da bi se pogledalo samo, koliko sem proizvedel elektrike in koliko porabil, potem bi se mi pa na koncu meseca samo obračunalo razliko. A je to sploh mogoče? Zelo zanimivo vprašanje. To je sigurno nekaj, kar bi si vsi uporabniki električnih avtomobilov želeli. Je pa seveda to, jaz mislim, da imamo že sisteme, ki to omogočajo, ampak so tole javne polnilnice, je treba pač to sistem. Nisem še zasledila, mislim, da tudi mi vsi v Engenu še nismo zasledili, da bi se take sistemi omogočali, ampak upam, da jih bomo pa malo imeli. Seveda protokole je treba od zadaj urediti in tako. Je pač kar nekaj dela, je to nek zalogaj, ampak se mi zdi, da to ni nekaj, kar bi bilo nemogoče. Ne vem, zdaj pa očitno treba samo še zbuditi odgovorne v Kranju in marsikje druge, ker so povsem zaspali. Imamo podjetja z dobrimi rešitvami, imamo voznike električnih avtov, imamo noro ponudbo električnih avtomobilov, infrastruktura je v bistvu edina šibka točka. Pa kaj jaz delam sploh tukaj, se nimam aplikacije za te polnilnice? Pa očitno nisem edini, ker je vedno vse prazno. Ejoj. Ne glede na priljubljenost ali nepriljubljenost električnih vozil, so ta vse bolj med nami in vse več jih je. Zato moramo najti dobre rešitve za njihovo vsakodnevno uporabo. Če še niste, poglejte prispevek prejšnjega tedna, ko je bil naš Matej na Norveškem, kjer so prejšnji mesec prodali kar 98% električnih vozil med vsemi novimi. Ja, pa oni niso v EU, da ne bo kdo spet rekel, da so to EU nebuloze. Seveda boste današnjo oddajo videli še kak bencinski avto, naprimer našo Celico, za volan katere smo spustili našega dobrega kolega Cirila, je hotel podreti rekord proge, ki ga zaenkrat še drži Zavec. Še predtem pa se dajmo videti. Kaj, dajmo se videti? Ja, videti se dajmo, ne? A me vidite?
Sem na razdalji 50 metrov. Toliko prevozite pri hitrosti 90 km/h v 2 sekundah. To pomeni, da ravno dobro odreagirate, če seveda med vožnjo ne buljite v telefon in me slučajno ne zbijete. Kaj pa zdaj? Še vedno sem v temnih oblačilih, imam pa vsaj kresničko. Malenkost boljši že, ne? Vsaj nekaj se svetlika. Kaj pa zdaj? Takšnega bi me opazili na 3-krat večji razdalji, ker so ta odsevna oblačila tako zelo opazna. No, je pa res, da marsikdo noče iti tako oblečen na sprehod. Sem pa šel bliže, da se vsaj normalno vidimo in hkrati razmišljam, a je res tak problem imeti polnoči vsaj kakšno odsevno telo na sebi. Mene kar groza, ko srečam kolesarja, pešca, skiroista. Pa so določeni pri nas, ki se zelo trudijo, da bi bili bolj previdni. Vsako leto imamo to akcijo, nacionalno preventivno akcijo Bodi viden, bodi previden, kjer lahko občine za svoje občane naročijo pri nas kresničke, odsevne trakove, tudi kakšne zloženke za večje osveščanje. Mi na letni ravni teh odsevnih trakov ali pa kresničk razdelimo več kot 20 000 za vse slovenske občine, ki se pač odzovejo na povabilo. Je pa res, da smo v zadnjih 5 letih bi to pomenilo čez 100 000 teh odsevnih teles, ki smo jih že razdelili. Zdaj, ko smo pa šli nekaj let nazaj prav promet spremljati, kako so pešci dejansko opremljeni s temi odsevnimi telesi, smo pa ugotovili, da žal tudi v temnem delu dneva manj kot 3% pešcev nosilo ali odsevno telo. Še najbolje je tisti, da nikoli ne pozabijo tega, če imajo v jakni že integrirano te odsevne površine ali pa v čeveljčkih. Dajmo se videti je res univerzalno. Dajmo se videti pomeni in hkrati, da ko grem zvečer na cesto, poskrbim za svojo vidnost, če sem pešec, kolesar, skiroist, po drugi strani, da vidim tistega, ki je šibkejši od mene in hkrati, da se zavedamo tudi tega, da se 77% kolesarjev boji, da jih bo na cesti kdo spregledal. Ne po noči, ampak tudi na jasen sončen dan. Največ lahko oziroma moramo itak narediti kar sami. Vse obstaja kup različnih pripomočkov za boljšo vidljivost, ki jih lahko vzamete s sabo, pa daste v žep, v torbo, kamorkoli, nekaj prostora imate vedno. In zdaj, če res vse pozabimo doma, da nimamo ne nobene kresničke, ne nobenega odsevnega traku, je ena od tistih zadnjih možnosti, sicer telefon v prometu ni priporočljiv, ker je motilec pozornosti, ampak če res ničesar nimamo, potem pa lahko vsej lučko na telefonu prižgemo, ne zato, da bi gledali v telefon, ampak samo, da se osvetlimo, da smo vidni, da nas bodo vozniki opazili. Ja, je pa tu pogoj, da imamo tudi vsi v mislih, da naše sposobnosti niso iste, kot so sposobnosti mogoče nekoga starejšega, nekoga na vozičku, mamice z vozičkom ali pa še koga drugega. In tu pomeni, dajmo se videti, da tudi znamo vedeti in se postaviti v vlogo ostalih. Ne gre samo za vidnost, ampak gre za to, da sem pripravljen nekoga videti in vsa ta orodja, inteligentni sistemi in podatki so nam samo koristni pomočniki za spremembo, ki se pa mora zgoditi na človeku. In zato je nastal Vid Zebra. To je digitalni lik, v bistvu je to prvi digitalni poročevalec na svetu, ki nas bo ozaveščal o prometni varnosti, podatke bo pa zbiral s pomočjo inteligentnih sistemov COPS. Najdete ga na TikToku, Instagramu ali pa kar na spletni strani Dajmo se videti. Ni samo za mlade, tudi za nas voznike je. Je pa res fino, če imamo navado, da imamo kakšen odsevni trak, kresničko v avtu, zato ker tudi ko zaključimo z vožnjo, pa gremo mogoče še par metrov peš, je tudi na parkirišču lahko, da nas ne vidijo. Drugače pa, ko gremo, ne vem, z avtobusom, z vlakom, pa pol nadaljujemo peš, pa tudi zvečer pa je pomembno, da smo res vidni, ker drugače nas včasih vozniki res ne morejo opaziti. Zato zaključujem z mislijo, ki sem jo v teh dnevih slišal velikokrat. Naj za praznike ne svetijo intervencijske, ampak praznične lučke. Lahko pa tudi takšnih hodite naokrog, vas ziher nihče ne bo spregledal. A mene to lahko izpeče? Pravijo, da se za dobre stvari splača zgodaj vstati. In sem se. Ob 3:30 zjutraj sem začel svoje popotovanje in 14 ur kasneje prišel do romunske Craiove.
Ker je pravi čas, so me pri Fordu povabili, da pridem pogledat največji božični sejem v Evropi. Lani je bil celo drugi najboljši, letos bo mogoče celo prvi najboljši v Evropi. In se ga splača ogledati. S kolegi iz Hrvaške smo pogledali skoraj vse lučke, preverili, kako globoki so lončki za kuhančka in ja, bilo je fajn. Zdaj pa je čas, da grem domov, a ne? Nikakor. Pri Fordu imajo v krajovi za avtomobiliste še bolj zanimivo zadevo. Tovarna Ford Otosan v Krajovi. Tule za mano je območje, kjer je najsodobnejša tovarna, imajo več kot 4000 proizvodnih procesov. Več kot 600 robotov poskrbi za več kot 90% avtomatizacijo v karoserijskem procesu in, pazi to, popolnoma robotizirano montažo glave valjev. Tovarna je tukaj od leta 1976, čeprav sta Ford in Otosan začela sodelovati že leta 1959 in dejansko Ford Otosan proizvaja tranzit že 58 let, se pravi skoraj ves čas. Leta 2008 je Ford od romunske vlade kupil tole tovarno in začeli so proizvajati osebna in lahka gospodarska vozila. Tukaj proizvajajo tudi litrski turbobencinski motor EcoBoost, obenem pa tudi Pumo, pa električno, ki jo vidite tule za mano, poleg tega še Courierje in pa Connecte, torej tranzit in Tourneo. Sicer je pa tole območje veliko kar 1 milijon kvadratnih metrov, se pravi kilometer tja dol in kilometer tja dol. Ogromno. Tu lahko letno proizvedejo največ 300 000 avtomobilov in 350 000 motorjev. Največja prednost tovarne Ford Otosan v Krajovi pa je njena prilagodljivost, saj lahko na istem proizvodnem traku proizvajajo ali avtomobile z motorji na notranje zgorevanje, ali hibride, ali pa čiste električne avte. The big challenge was to keeping the same footprint and try to not lose our flexibility to adapt to the market needs. Having the electric vehicles was not an easy job, as we are the first one in Romania who already implemented it. So the first thing what we did was we already have an engine plant where we produce our internal combustion engines, which works with petrol. The other bigger challenge was implementing the electric vehicles assembly into the same assembly line in our vehicle lines. Here what we have done is we have done careful studies to allocate necessary space and having the overhead conveyors to transfer the battery assemblies into exact position where we are going to mount on the vehicles. Kaj sploh je Ford Otosan? To je podjetje Forda in skupine Koč iz Turčije, največje industrijske in storitvene skupine v Turčiji. V Romuniji imajo 4 tovarne, kjer proizvajajo Pume, Courierje, Connecte, tranzite, velike tranzite in tovornjake F-Max. Letno proizvedajo več kot 934 000 vozil in, kot so še posebej poudarili, imajo skoraj popolno zaposlitveno razmerje, 50% žensk, 50 moških. Peljali so nas skozi celoten postopek od izdelave motorja, od leta 2012 so jih tukaj proizvedli že več kot 2,5 milijona, do izdelave zunanjih panelov in samega sestavljanja. Na trenutke vse skupaj deluje, kot da sestavljajo kocke, ampak vsak točno ve, kam gre kateri šravf. Drugače pa avte ves čas tudi testirajo, da slučajno ne bi prišlo do kakšne napake in še nekaj zelo zabavnega počnejo. Ok, vzel sem Pumo in sem šel na testno progo, kjer od ponedeljka do petka vsak dan testirajo 5% proizvedenih avtomobilov. Vse to seveda samo zato, da kupec dobi točno tak avto, kot mora biti. Ja, tule so seveda zavoji v levo in zavoji v desno in potem seveda še nekaj takih prav posebnih zadev, ki res dodobra stestirajo tako podvozje, vzmetenje in ostale zadeve. Impresioniralo me je še dejstvo, da tukaj sestavljajo tudi baterije za električne Pume in da vsak dan najmanj 210 tovornjakov in 2 ladijska kontejnerja pripeljajo rezervne dele, vsak teden pa tovarno zapusti 5500 vozil, 3000 na 10 vlakih in 2500 na 420 tovornjakih. Bolano! Zdaj grem pa domov. Če bi šel z avtom, bi prišel v 10 urah, z letalom bom pa v 14.
Ena bolj uporabnih stvari na našem ID4 je vlečna kljuka. Mi smo jo v bistvu namestili takoj, ko smo dobili avto in jo pridno uporabljamo za prevoz majhne prikolice, pa tudi za prevoz koles. Zelo enostavno se zloži in postavi, v bistvu samo pritisneš na gumbek, pa jim malo pomagaš z nogo. Tudi sam sem jo namontiral na svoj avto, samo da je moja snemljiva in ni toliko fancy kot ta, ki se tako lepo skrije. No, zakaj pa so vlečne kljuke sploh postale tako popularne? Zaradi koles. Ja, kdo bi si mislil, če smo včasih svoja kolesa pridno vozili tukaj gor na strehi, jih zdaj večinoma tamle zadaj, ker so postala pretežka. Električna kolesa so recimo v zadnjem desetletju doživela pravi razmah. Povsod jih je polno, ampak podobno kot pri električnem avtu, tudi ta tehtajo več, predvsem zaradi dveh komponent, baterije pa elektromotorja. Zato je recimo masa enega takšnega polno zmetenega električnega kolesa okrog 25 kg, kar je pa za marsikoga že preveč, da bi ga sploh dvignil tja gor. No, če ga pa že lahko, bo pa najbrž fino popraskal avto ob tem. Glavni razlog pa je, da jih v bistvu niti ne smete voziti tam gor, ker nosilci niso prirejeni za tolikšno maso, zato si boste morali umisliti kar en takšen zadnji nosilc za kolesa, ko boste enkrat imeli vlečno kljuko. Je pa tukaj pomembno še nekaj. Večinoma govorimo o vlečni zmogljivosti vozila, pri tem je to 1 tona, pri kakšnih večjih in težjih avtih pa lahko celo 3 tone. Je pa pomembna tudi vertikalna obremenitev kljuke, oziroma nekateri temu rečejo kar navpična obremenitev, in v tem primeru je to 75 kg, kar pomeni, da 3 takšna kolesa plus nosilec, tudi tega je seveda treba upoštevati, ne bodo šla sem gor. Imejte to v mislih mogoče pri nakupu svojega novega avtomobila. Vidiš, jaz pa sem se vedno spraševal, zakaj folk teh biciklov ne furajo enostavno na strehi, zakaj morajo vedno montirati še prtlažnik. No, evo, zdaj vem, ne? Ja, mislim, se po svoje hecno. Se spomnim, ko smo mi kupovali doma električna kolesa, prva stvar, ki jo moraš takoj spet kupiti, je vlečna kljuka pa prtlažnik. Tako da v bistvu ni strošek samo kolo, ampak še kakšnega jurja zraven. Pa dobro, se isto pri električnem avtu, ne? Prvo je avto, obvezno moraš kupiti prvič še električno polnilnico, če ne pozabi na lagodno vožnjo. Ja, mislim, si predstavljam, da je precej tečno, da se najprej usedeš v avto in prva misel, ki jo imaš, kje se bom zdaj ustavil, pa napolnil svoj nov avto. No, ampak ko pa vse to porihtaš, je pa prav fino. In še en zanimiv in cenovno sprejemljiv električni avto smo dobili v roke za malo več časa, da ga predstavimo, kot je treba, ne? Katera oblika je bila najbolj priljubljena med družinami, dokler niso vsi skupaj ponoreli nad križanci? Karavan, jasno. In jaz še vedno prisegam na to obliko, ker mi ni toliko pomembno, kako avtomobil izgleda, ampak se bolj zanimam za to, kako se pelje. Saj veste, če ima avto nižje težišče, se manj nagiba in je lahko bolj udoben, bolje se pelje v ovinkih, pa še manj porabi, ker ni toliko visok. Pa kljub vsemu naštetemu tudi karavani počasi izginjajo iz ponudbe, ampak jih je vseeno nekaj, ki vztrajajo. Eden najbolj zanimivih, ki sem jih vozil zadnje čase, je pa električni MG5 EV. Seveda je v prvi vrsti zanimiv predvsem zaradi svoje cene, ker z našo subvencijo je tole verjetno najcenejši električni karavan pri nas. Ni pa zanimiv samo zaradi tega. V bistvu je vozniško in uporabniško tako zelo enostaven, da mi je ravno zaradi tega postal všeč. To je v bistvu avto za vse tiste, ki hočete imeti moderno tehnologijo v malo starejši preobleki, če nekoliko poenostavim. Pa začnem s prvim delom, ko sem rekel, da je starejši. Ampak to ne pomeni, da je zastarel, čeprav ne ponuja noro velike baterije ali pa hudih moči polnjenja. Baterija bruto ponuja 61 kWh, na polnilnici z enosmernim tokom se pa polni z največ 80 kW moči. Zato je to en tak kompromis. Kot starejši sem mislil predvsem na samo obliko, ki je precej zadržana, klasična, v ničemer ne izstopa, tako kot moderni križanci. Tisto polnilno mesto tamle spredaj je pa v bistvu zelo uporabno. Ima pa avto seveda tudi vrata, luči in kolesa. Če sem bolj natančen, ima 5 vrat, zato je dostop do prtlažnika ali pa za potnike povsem enostaven, luči svetijo v moderni LED tehniki, kolesa so pa ravno prav velika, da ne pretresa na vsakem kamenčku in je vožnja prijetna. Presenečen sem tudi nad občutkom na volanu, ker že dolgo ni bil tako
sploh ne najdem prave besede, kot je bil včasih. Ne preveč umeten, ravno prav obtežen. Zanimivo v bistvu, da imam pri električnem avtu občutek, da vozim nekaj analognega, kar bi bilo voznikom gotovo všeč, ker bi se počutili domače. In celo na moderen električni pogon se bodo hitro navadili, ker je upravljanje res enostavno. Za prestavljanje je na voljo tale vrtljiv gumb, za regeneracijo pa tale gumb KERS. Oja, kot v Formuli 1, samo da pojemki tukaj niso toliko hudi, ker niti v najvišji stopni v bistvu ne morete voziti samo z enim pedalom. Vse pa da lepo in nežno voziti, če znate predvidevati. Še ena dobra lastnost je, da če želite seveda, sistem za nadzor voznega pasu lahko ostane izklopljen, če ne marate, da vam nekaj non-stop popravlja volan. Pa tudi ostale stvari lahko hitro najdete pod MG Pilot, tudi aktivni tempomat ima, poleg ostale bogate opreme, sploh na njegov cenovni rang. Pri nas je MG5 samo električen, na Kitajskem pa tudi s klasičnimi motorji, zato dejansko ni tako nizek, kot bi bil z namensko električno platformo in zato tudi prtljažnika spredaj nima. Ima pa kljub temu dovolj velik in zelo uporaben prtljažnik zadaj, ki mu pa baterija ni odškrtnila prostora. 476 litrov ima oziroma 1367, če podrem naslonjala. V bistvu škoda, da se ne zloži v ravno dno, ker bi bil potem še bolj uporaben. Sicer je pa avto dolg 4,6 metra, to sem pozabil prej povedati, da boste sploh vedeli, če gre v vašo garažo. Najboljše stvari pa niti omenil še nisem. In je tudi ne bom, sem jo prišparal za naslednjo oddajo. Prejšnji teden sem vam povedal, da sem v Gigabox Fordove Pume Gen E spravil nekaj, kar je ekstremno pomembno za vse ljudi na tem svetu. In vi ste lahko seveda odgovarjali na Instagram profilu Volan Slo. Kaj misliš, da bi lahko to bilo? Luft. Ne, ni luft. Zrezki. Nekaj, česar je več na zemlji, no? Kaj bi lahko to bilo? No, gre. Taram! Voda. Je voda, ja, pa še kaj to uporabno zdaj, lahko imaš račko noter, lahko imaš ribice, lahko si poleti noge hladiš, lahko imaš morsko deklico noter v končni fazi, tako da evo, to je to. Nagrajenec je že na Instagramu Volan Slo. Fajn, ne? Prav račko imaš. Ja, račka, imaš kakaj fina račka. Betka je ime. In kaj je najlepš? Na koncu samo odpreš čep in vodica steče ven. Gigabox pri električni Pumi je seveda primeren še za marsikaj zanimivega in jaz imam še cel kup zanimivih idej, ampak so rekli, da sem zaenkrat pokazal dovolj. Imam pa tule zanimivo knjigo našega novinarskega kolega Gregorja Pavšiča, ki je izdal že tretjo v seriji Usodna strast, tokrat z naslovom Sanjači. In govori točno o njih, o sanjačih, o ljudeh, ki hodijo na dirke pri nas in daje tak zanimiv pogled v zakulisje tega zanimivega športa. Dobijo bo tisti, ki se bo prijavil na naš tedenski newsletter oziroma novičnik. Greste na volan.si, prijava čisto spodaj na strani. Komentar, po čem Cirila pozna celotna Slovenija? Po mojem po tem, da vozim avtomobile. Rad vozim avtomobile že od od majhnega. Ja, se jih! Ja. Ne, ampak ta komentar minuta pa zdaj že 10 let, naslednji let. In to je še vedno stvar, ki jo počnem. Zelo rad to dokumentiram, pa ljudem pokažem, kaj si mislim. No, tako. Zdaj pa, veš, najtežje vprašanje za človeka, ki se ukvarja z avtomobilizmom. Ja, Kjer avto je najboljši avto? No, da boj. Ne, če hočeš biti res na easy, pol je Rolls-Royce, ne? Ampak če pa hočeš biti res na easy, pa budžet, pa mogoče vsem kakšen francoski avto. Glih zdaj, da sem testiral C5 Aircross, pa mi je bil ful simpatičen. To je to, mislim, kaj, to je pa vprašanje, športno avto, se ne vem, kaj niti rečem. Družinski, unti. Lexusa LFA sem pelil na Nürburgringu in to se mi je utetoviralo možgan do konca življenja, recimo. No. Kaj pa ti voziš? Ja, jaz vozim Toyoto, zato sem prej, ker sem še za sebe posnel, sem rekel, da se bom s to Toyoto, moram biti nekako povezan na neki bazični ravni. Ne. Če sem jaz Toyota farer, pa če bom danes celiko vozil, veš, malo prednosti mogoče pa to imam. Ne. In kaj si misliš o našem avtu? Včasih pravijo never meet your heroes, ne? Še nikoli v lifeu nisem pelil selike, danes bo prvič, tako da se v bistvu ful veselim, pričakujem trd volan, pa trdo sklopko, pa še kaj, pa zdaj me malo Fairbads smatra, če ročna dela, bomo videli. Čakaj, zakaj pa to sprašuješ? Nekaj tako, sam Fairbads, se veš, včasih smo, a veš. Aha, ja, no bi bilo pa zelo dinamično, ja. Zakaj še nisi nikoli dobil nobene kazni za prometne prekrške?
A že glih zdaj študiram, kje že na netu najdeš da pogledaš, koliko imaš pik. Uprava. Ja, to je, super. To je izobraževalni moment, pa ima danes tukaj. Ne. Ok, nič, ajde, Silika, akcija, gremo. Kako ti je šlo? Meni se zdi, da sem bil hiter, pa sem vmes že gruntal, sem prej za neke pike sprašal, pa hitro vožnjo in pa sem slišal eno plastiko, kar pomeni, da vsaj en količek je šel. Dej, hit me. Šla sta dva, kar pomeni, da si dobil 10 sekund prebitka. Na svoj čas 39:06. Kar pomeni, da je za tvoj čas 49:06 in si na prvem mestu! Stari, da je bilo slabo, da je bilo dobro. Ja, ne vem, kaj ti reči. Okay, ja, in si ponosen? Ja, ful sem ponosen. Res? Sploh zdaj, ko vem. Ok, dober, ja. Okay. Kaj pa je bilo najbolj zabavno pri tem, oziroma najbolj zafrknjeno? Mislim, ni servo volana, avto ima ful velik obračalen krog. Ja? Zabavno mi je bilo to, da sem slišal, da sprednja leva koplje v vinku in pa sem si mislil, ja, to je to hočem. Na količke sem pa pozabil. Ne. Pa še prej, ko sem gledal Vilja, ne, ki je šel malo bolj na easy, ampak tam je šel ful blizu enega na ven, pa sem si mislil, sem tega ne narediti, pa se veš. Si glih to naredil? Ja. Ja, lej. Ampak to je očitno, ne? Ja, je bilo dovolj. Vrhunsko. Zakaj bo tvoj čas težko izboljšati? Mislim, po mojem ga ne bo težko izboljšati, ker se mi zdi, da prvič lahko bi pelil še malo hitrejš, da sem naredil par osnovnih napak, pa plus 2 količka sem podaril, pa sem prv. Rima se. Hočem pa reči to, da lufta je še ful. Sprav, marsikdo, ki bo prišel, bo imel možnost in mene skint, pa tukaj med Dejana pa mene se prebiti, po moje kar z lahkoto. Sam moraš pa rokice, skozi neki. Fitness, prej v fitness. Ja, takole si naredil. Ne vem, o čem govorim. Bomo rezali. Legenda. Že naslednji teden boste videli novo zvezdo za volanom. Neki stožci že pokajo. Videli boste še zanimiv Fordov pick-up, ki je zdaj lahko tudi priključni hibrid, in vozili smo čist novi BMW iX3. Poleg na spletni strani volan.si smo tudi na Facebooku in Instagramu, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!